Lep pozdrav, snimam od doma, iz moje kuhinje. Ta video je namenjen udeležencem rehabilitacijskega programa Skupaj na poti do zdravja. Upam, da se dobro držite, da ste v redu in da ste doma. Če imate kronično bolezen in ste pred kratkim zaključili z zdravljenjem in ne jeste ustrezno ter dovolj, ste verjetno bolj ogroženi za oslabelost in tudi okužbe. Predvsem je pomembno, da ne hujšate, podprite imunski sistem s hrano, jejte redno in čim bolj normalno, navadno hrano, čim manj predpripravljenih in procesiranih živil in hrane, kuhajte, izogibajte se pretiranemu uživanju sladkih, pretirano mastnih obrokov. Izmed prehranskih dopolnil pa potrebujete tisto, kar vam primanjkuje, za kar pa je potreben zdravniški in prehranski pregled. Imunski sistem je v bistvu zelo kompleksen. Kar mi lahko naredimo je, da podpremo njegovo delovanje in ga ne preveč spodbujamo, ker v bistvu tudi to ni zdravo. Ker smo namreč povsod obdani z informacijami o prehrani, ki so nemalokrat nestrokovne, kaotične, vas lahko zmedejo, predvsem pa so usmerjene v trženje, prodajo prehranskih dopolnil, zaslužek. Zato pazite, z nekritično uporabo prehranskih dopolnil si lahko škodite in s tem poslabšate lastno, naravno antioksidativno obrambo telesa, ki pa je najbolj učinkovita, bolj kot katerokoli prehransko dopolnilo. Ta naravni antioksidativni sistem v telesu najbolje krepimo z navadno hrano in zdravim življenjskim slogom. Recimo vzemimo zdaj primer, to obdobje, ko je med ljudmi prisoten strah pred okužbo, bi vas verjetno marsikdo hitro prepričal, da potrebujete dodatek, da potrebujete nekaj več in vam prodal ne vem kakšne zdrave napitke, preparate, predvsem prehranska dopolnila, ki izboljšujejo imunski sistem, ampak verjetno 99% teh dopolnil ne potrebujete. Ker je pri mnogih zaradi bolezni oslabljen imunski sistem, ga obvarujete predvsem tako, da jeste dovolj vsega. Po mojih izkušnjah, kar opažam pri bolnikih, je, da ne uživajo dovolj beljakovin, ki gradijo in obnavljajo tkiva, tudi imunske celice. Pri kronični bolezni, predvsem onkološki, so potrebe po beljakovinah precej povečane, za več kot polovico v primerjavi z zdravo splošno populacijo. Tako da vam predlagam, da vsak glavni obrok, lahko tudi malice, vključujejo poleg ogljikohidratnega živila še bogato beljakovinsko živilo. To naj bo kakovostno, živalskega izvora, ker vsebujejo v bistvu vse esencialne aminokisline, ki jih potrebujemo, da se vgradijo v naša lastna tkiva in so v prednosti pred rastlinskimi viri, sploh če je telo v stanju razgradnje, pri vnetni bolezni, ko je prisotna razgradnja in hujšanje. Pri gradnji ima pomembno vlogo seveda tudi vadba, ker gresta prehrana in vadba z roko v roki do dobrih rezultatov. Je pomembno, da do ure pred vadbo, pri kateri se vsaj malo zadihate, zaužijete neko lažje prebavljivo živilo, ki vam da energijo
in v uri po vadbi zaužijete bogato beljakovinsko živilo skupaj z škrobnatimi živili ali tudi lahko sadjem. To je na primer en praktičen izdelek za regeneracijo po vadbi, čokoladno mleko. Popijete ga pol litra, da dobite dovolj beljakovin, lahko pa tudi skuta s sadjem, na primer banano, ki je hiter vir sladkorjev. Zelo dobro pa je tudi, če vadbi sledi en povsem običajen obrok, glavni obrok, kot na primer kosilo, ko imate kruh, ko imate krompir in meso ali testenine s kakšno mesno zelenjavno omako, pa solato in tako naprej. In še to je, če kateri obrok, predvsem po vadbi, izpustite, s tem načenjate tudi imunski sistem, namesto da bi ga krepili. Si moramo zagotoviti osnovna hranila, to so ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in če teh ne zaužijemo dovolj, s tem rušimo osnovo, v bistvu temelj in potem tudi vitamini, minerali, antioksidanti, fitokemikalije, druge snovi ne morejo biti dovolj učinkovite oziroma ne odigrajo svoje zaščitne vloge. Pri onkoloških bolnikih pa je še posebej pomembno eno specifično hranilo, to so omega-3 maščobne kisline, ki imajo v večjih dozah tudi terapevtski učinek in delujejo protivnetno. Zato se priporoča, da 2-krat na teden uživate ribe, tudi mastne morske ribe, kot so sardelice, losos, tuna, skuša in pa izmed rastlinskih virov laneno olje, repično olje, lanena semena, čija semena in pa orehi. Dobro je, da ta živila pogosto oziroma redno vključujete v svojo prehrano. Če pa ne, je pa zaželjeno, da uživate omega-3 v obliki prehranskih dopolnil. So prisotni tudi v oralnih prehranskih dodatkih, napitkih, ki vam jih v bistvu lahko predpiše tudi zdravnik, če je to potrebno. A ste že slišali, da imamo v črevesju naše druge možgane? To je v povezavi z enteričnim živčnim sistemom, ampak imamo pa v črevesju tudi 80% imunskega sistema. Torej moramo poskrbeti za dobro delovanje črevesja. Vlaknine so pomembna hrana za naše črevesne bakterije, zato jejte približno vsaj polovico vseh zaužitih ogljikohidratnih živil, polnovrednih, to so kosmiči, ovsena kaša, prosena kaša, ješprenjeva, ajdova, črni kruh, rjav riž in tako dalje, ter dnevno vsaj 400 gramov sadja in zelenjave v kuhani ali še bolje v sveži obliki, 20 do 30 gramov semen in oreščkov na dan. Dober vir sicer teh zdravih maščob so še rastlinska olja, ampak v oreščkih in semenih imamo vlaknine. Večkrat uživajte stročnice in s to hrano dobite dovolj vlaknin, tako da poskrbite za zdravo črevesno floro ter tudi s tem za imunski sistem. Če pa hujšate in imate prebavne težave kot posledico zdravljenja, potem hrana bogata z vlakninami ni za vas. Marsikdo bi se zdaj vprašal, kaj pa probiotiki. Zaenkrat še ne vemo, kakšna doza, koliko časa jih jemati, katere seve, vrste, zato
z napačno izbiro probiotika v obliki prehranskega dopolnila lahko ti delujejo proti nam in ne za nas. Tako da še enkrat vam povem, da s hrano, bogato z vlakninami in s probiotiki v hrani, to so v fermentiranih mlečnih izdelkih, v kisli repi, zelju, s temi živili dobro vplivamo na sestavo bakterij v črevesju in še enkrat tudi na imunski sistem. Če nimate prehranskih in prebavnih težav, lahko skoraj vsa hranila, tudi vitamine in minerale v zadostni količini zaužijete s hrano, ki pa mora biti uravnotežena in raznolika. Dokazano je koristen dodatek vitamin D, saj ga večini starejše populacije in onkološkim bolnikom primanjkuje. Ugotovili so, da je njegovo pomanjkanje povezano tudi s povečanim tveganjem za okužbe. Vsi vitamini in minerali so pomembni za delovanje imunskega sistema, ampak še posebej pa poleg vitamina D, vitamin A in C ter minerala cink in selen. Te dva sta tudi sestavni del naših lastnih antioksidantov, ki imajo najmočnejše delovanje. S hrano sicer ni težko zaužiti vseh teh vitaminov in mineralov, z izjemo vitamina D, drugače v zadostni količini. Naprimer, vitamina C potrebujemo okoli 100 mg na dan in ga v največjem deležu zaužijamo z sadjem in zelenjavo. Dober vir, naprimer citrusi, acerola, kivi, jagodičev je naprimer ribez in pa zelenjava, paprika, brokoli, ohrovt, cvetača. Odvečni vitamin C se izloči iz telesa, ker je topen v vodi. Varne doze so naprimer do 2 grama na dan, ampak med kemoterapijo so velike količine antioksidantov odsvetovane. Dober vir vitamina A so rumena, oranžna, rdeča, zelena živila, naprimer tudi jajčni rumenjak, rastlinska olja in pa jetra. Bogat vir cinka so mehkužci, rdeče meso, gobe, mleko, mlečni izdelki, ajda, ampak je razpoložljivost iz rastlinskih virov slabša. Dober vir oziroma najboljši vir selena pa so brazilski oreščki, sončnična semena, sezam, spet rdeče meso in pa jajčni beljak. Tako, na vse zadnje nimamo dokazov, da so megadoze vitaminov in mineralov boljše. Za konec, da boste vedeli, kaj je na kratko pomembno. S prehrano lahko podpremo delovanje imunskega sistema z nekritično uporabo prehranskih dopolnil, seveda če pretiravamo, pa spravimo naše telesne sisteme lahko v neravnovesje. Zapomnite si, ni hitrih rešitev. Ustrezna prehrana je le del zdravega življenjskega sloga. Za imunski sistem je še pomembno, da znamo dobro obvladovati stresne situacije, da imamo primerno telesno aktivnost, da imamo v bistvu dobro in zadostno spanje, z vsem skupaj pa se učinkovito lahko borimo proti okužbam in sedaj vključno proti koronavirusu. To bi bilo zdaj za danes vse z moje strani. V naslednjem videu pa bomo govorili o sestavi obrokov. Tako do takrat pa relax in mislite pozitivno.